Lepo vas vse pozdravljam. Moje ime je Irena Daris, delam na področju odnosov z javnosti in sem poslala vabilo za današnje srečanje. Naj povem, da ARAO organizira dan odprtih vrat že več kot 15 let. Običajno smo povabili javnost v nedeljo v novembru mesecu. Letos smo se odločili drugače, da odpremo vrata sredi tedna na delovni dan. Kot je bilo že v vabilu povedano, bomo danes predstavili dejavnosti ravnanja z institucionalnimi radioaktivnimi odpadki. Predstavili bomo tudi to, kako dosežemo, da ni negativnih vplivov naše dejavnosti na okolje. Na začetku pa predlagam, da spoznate našega direktorja, ki je prevzel pol mandat vodenja ARAO marca letos. Lahko stopite tako pred mikrofone, da se bo boljši takole, ja? Redo. Spoštovane gospe, gospodje, cenjeni obiskovalci, dragi sodelavci. Lepo vas pozdravljam na tem obisku centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov. Kot je že kolegica Darisa prej povedala, smo čas imeli dan odprtih vrat, sedaj smo to malo preoblikovali v obisk. Tukaj bi vam radi predstavili našo dejavnost, če mogoče samo par besed na začetku vse povem. Kot je povedala že kolegica, sem prevzel direktorovanje aprila letošnjega leta. Delam pa na agenciji že 15 let. Sicer je moje primarno delovanje bilo na drugem področju, to je predvsem umeščanje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v prostor in pa na področju varnostnih analiz za takele objekte, ki se ukvarjajo z radioaktivnimi odpadki. Tako da tole ni moje primarno področje, ampak kakšne stvari bom pa vedel povedati, zato so pa tukaj z mano še ostali sodelavci, ki pa to področje zelo dobro poznajo. Mogoče na kratko, če jih čisto predstavim, pa Davis se že predstavlja, vodja službe odnose z javnostjo, potem je gospa Sučić Simona, ki je vodja tega skladišča in pa vodja sektorja, ki se ukvarja s temi malimi povzročitelji. Dr. Metka Kralj, ki je vodja službe za varstvo pred sevanji, potem so pa tukaj še ostali sodelavci ARAO, ki bodo poskrbeli, da bo ta obisk tekel gladko. Če čisto na kratko predstavim delo ARAO, ARAO nekako pokriva v osnovi 4 področja, glavna področja. Prvo področje recimo so tele mali povzročitelji, to so odpadki, ki jih pobiramo po Sloveniji, ki nastajajo v bolnišnicah, v industriji, v raziskovalnih ustanovah. Mi poskrbimo za prevzem, za prevoz in jih potem tukaj skladiščimo. Naslednja taka glavna dejavnost je odlaganje radioaktivnih odpadkov, ki jih delimo nekako na 2 dela, nizko in srednje radioaktivne odpadke. V ta del spada načrtovanje odlagališča, ki ga zdaj načrtujemo v Vrtini pri Krškem, in pa drugi del odlaganje visoko radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva. Potem je tukaj tretji del, to je nadzor zaprtega odlagališča Jazbec. Tam so odloženi odpadki, ki so nastali pri pridobivanju urana v rudniku Žirovski vrh. In pa še četrti tak sklop je priprava strateških dokumentov za državo, ki se tičejo ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Tako zelo na kratko, potem pa da preidemo kar glavni temi, to je tole skladišče radioaktivnih odpadkov, centralno skladišče radioaktivnih odpadkov, mu rečemo. Jaz ne bi šel v detajle, bodo o tem govorili kolegi. Rad bi postavil samo to, da ta del ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki ga pokriva ARAO, v Evropi in v Sloveniji prepoznavajo kot nekako vzorno urejen, tako samo delo kot sam objekt, in je že kar v nekaj primerih služil za vzorčen primer tudi za druga skladišča takih radioaktivnih odpadkov in po Evropi in po svetu. Tudi da ne bi izgubil besed, bi kar predal besedo gospe Simoni Sučić, ki je vodja tega skladišča, ki bo malo več opisala, kaj se tukaj dogaja. Dobar dan, hvala za besedo. Kar malo predstavljati ta objekt, zaradi katerega smo danes tukaj. Gre za centralno skladišče radioaktivnih odpadkov, ki je objekt državne infrastrukture in nam služi za kvalitetno izvajanje nalog državne javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki obsega zbiranje odpadkov pri imetnikih, prevažanje s tem vozilom tukaj, skladiščenje tem objektu in pa včasih tudi predelavo
odpadkov, ki jih že sprejmemo. Skladišče je namenjeno skladiščenju nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, kot je že direktor povedal, se zbira od malih povzročiteljev, mi jim rečemo mali povzročitelji, to pa zato, ker je to nekje manj kot 10% radioaktivnih odpadkov, ki jih nastajajo v Sloveniji, medtem ko ostali delež nastaja pri proizvodnji električne energije in se skladišči na sami lokaciji jedrske elektrarne. Se pravi, kar ni v elektrarni, je pač tukaj in je to manjši delež. Skladišče smo letos uspeli pridobiti podaljšanje obratovalnega dovoljenja za nadaljnjih 10 let, kar pomeni, da ni, ker gre za jedrski objekt, ko je klasificiran, podobno kot reaktor in elektrarna, vse dovoljenje izdajajo za največ 10 let. In po 10 letih, kar nam je letos izteklo 2018, treba preveriti, če je objekt še vedno v skladu z standardi, če bo še vedno zagotavljal varno obratovanje, treba narediti en varnostni pregled in potem zaprositi za podaljšanje dovoljenja. Ta postopek je tudi malo daljši, kot sem ga zdaj opisala, začeli smo že 3 leta nazaj, ko smo začeli z občasnim varnostnim pregledom, kjer smo pregledali različne varnostne vsebine, ne samo tehnične, tudi organizacijske, kadrovske in tako naprej. Treba je dokazati, da objekt bo obratuje in bo še lahko obratoval varno naprej. No in to nam je tudi po načrtu letos uspelo. Prejšnji mesec smo dobili podaljšanje dovoljenja, kar še ne pomeni, da je zgodbe konec. V obratovalnem dovoljenju imamo zopet nanizane pogoje, kaj moramo izpolnjevati v teh 10 letih, da bomo uspeli naprej. To je zdaj trenutni status tega objekta. V njem se skladišči približno 90 kubičnih metrov odpadkov, to je približno 50 ton in je kapaciteta nekje 80% zasedena. Kdor si želi, se lahko potem tudi vstopimo in pogledamo. Odpadkov, ki jih prevzemamo, je vedno manj, ker je tudi uporaba radioaktivnih snovi v Sloveniji vedno se zmanjšuje, se nadomešča z drugimi tehnologijami. Mi približno 1 do 3 kubične metre na leto sprejmemo novih odpadkov, to so bruto količine, ki so vštete še embalaže in tudi neradioaktivne snovi, ki so v tem sklopu, potem pa mi smo z obdelavami naprej te odpadke nekako skoncentriramo in so dejanske količine precej manjše. Samo obdelavo delamo v sosednjem objektu na Inštitutu Jožef Štefan, ne v skladišču. Skladišče je pasiven objekt, koliko ne, se samo skladišči, obdelavo pa delamo drugje. Če se malo zremo nazaj, zgodovina objektu obstaja tukaj od leta 1985, zgradil je Inštitut Jožef Štefan za namen obratovanja reaktorja. Potem je država leta 1999 ustanovila javno službo ravnanja z radioaktivnimi odpadki in tudi Agencijo za radioaktivne odpadke pooblastila za upravljanje te službe in v sklopu tega smo dobili v upravljanje tudi ta objekt. Takrat dalje, že samo od začetka obratovanja dalje objekt obratuje varno, ni bilo izrednih dogodkov, ni bilo nesreč. Leta 2004 smo ga tudi popolnoma prenovili. Takrat je nastopa tudi malo pred tem nova zakonodaja in je treba objekt pridobiti dovoljenje. Najprej smo 3 leta poskusno obratovali, 2008 smo začeli z rednim obratovanjem in se je pač po 10 letih to dovoljenje izteklo, zdaj smo podaljšali naprej do 2028. Ves čas nas
sili in zakonodaja, predpisi in standardi k nenehnem izboljševanju, tako tehničnih kot organizacijskih zadev, tako da smo precej vložili zadnjih 5 let predvsem v varnost, tehnično varovanje, požarno, protivlomno, zamenjali smo vso stavbno pohištvo s protivlomnim, spisali smo nove načrte fizičnega varovanja. V skladišču se trudimo znebiti čim več gorljivih snovi, zato da je možnost požarov čim manjša. Zato smo tudi zamenjali, prej smo skladiščili na lesenih paletah, zdaj vidite, da so palete kovinske, tako da nenehno vrtimo ta krog izboljšav. Tudi za naprej imamo še plane, tako da se trudimo, da je objekt ves čas v kondiciji. Spremljamo program staranja in tiste sisteme, ki zastarijo, predvsem kjer gre za informacijsko tehnologijo, da jo posodabljamo, da ne zastari. Hvala. Zdaj bi pa predala še kolegici naprej besedo, ki bo pa malo povedala o okolju. No, vas še enkrat lepo pozdravim. Kot ste že uvodoma slišali, delam v službi za varstvo pred sevanji Agencije za radioaktivne odpadke in s kolegom, ki je že nekaj ljudi peljal v skladišče, skrbiva pravzaprav za 2 stvari. Eno je skrb za varno delo in za eventualne obiskovalce v samem objektu, kjer je zaradi prisotnosti radioaktivnih odpadkov zunanje sevanje nekoliko višje kot v naravnem okolju. Po drugi strani pa je naša naloga tudi to, da skrbno beležimo vse morebitne vplive tega objekta na okolje. In s tem monitoringom ionizirajočega sevanja in radioaktivnih snovi v okolici skladišča mi lahko potem utemeljeno dokazujemo, da izpolnjujemo zahteve iz varnostnega poročila za to skladišče. Te zahteve pač postavi upravni organ in so take, da ne ogrožajo zdravja ljudi, da ne ogrožajo okolja zaradi naše dejavnosti. Ta monitoring okolja točke za monitoring so razporejene nekje od samega objekta v različne razdalje. Zdaj že tukaj, vidite, tamle na enem stojalu visijo ene plastične stekleničke, tam noter so pač tako imenovani dozimetri, torej merilniki hitrosti doze sevanja, so tudi na vratih, potem vidimo tamle naprej na luči in še naprej ob ograji. In vsi podatki do zdaj, odkar pač ta objekt obratuje in spremljamo te vplive, kažejo, da je dejansko sam objekt skladišča za radioaktivne odpadke in naš način skladiščenja tak, da preprečuje prehajanje radioaktivnih snovi v okolje, da preprečuje prehajanje tudi ionizirajočega sevanja. Namreč v okolici zaznamo bolj ali manj take nivoje ionizirajočega sevanja kot kjerkoli drugje v Sloveniji ali kjer drugje. Namreč radioaktivne snovi so naravno prisotne povsod. Ni ga kotička ne v Sloveniji, ne na svetu, ne v vesolju, ker ne bi našli kakšnega atoma radioaktivnih snovi. To je čisto naraven pojav. Seveda problem postane, če se te snovi zberejo preveč na enem kupu in bi lahko zaradi tega bilo pač sevanje povišano. To je pa potem skrb službe za varstvo pred sevanji, da poskrbi, da se to ne zgodi. Tamle na oknu smo pripravili še en tak plakatek z točkami, kjer mi merimo ionizirajoče sevanje in tudi
nekaj osnovnih podatkov o izmerjenih nivojih v letu 2016, 2017 in zraven tudi podatki, kakšno je pač v naravnem okolju, kakšne nivoje sevanja imamo. In te podatki res dokazujejo, da iz tega skladišča pravzaprav izhaja minimalno samega sevanja, radioaktivne snovi pa ne. Namreč vse, kar je v skladišču in kar bi lahko potegnilo nase tudi kakšen delec radioaktivnih snovi, pred iznosom preverimo, ali so radioaktivni ali ne, in če bi slučajno bili, pač potem ustrezno ukrepamo, če bi bil predmet kontaminiran. Tako da mi zelo pazimo, da iz skladišča ne prenašamo snovi, ki bi lahko kontaminirale okolje in da seveda tudi te snovi kar same ne morejo prehajati. Zato so tudi vsi odpadki shranjeni v sodih, v samih sodih so lahko še potem dodatno v dodatnih osebnikih. Skratka, čim več pregrad preprečuje, da radioaktivne snovi ne prehajajo v okolje. Tudi vsi podatki meritev sevanja, ki ga dobijo naši delavci pri delu, viri sevanja so zelo dobri. Nekaj sevanja pri neposrednem delu z virom seveda dobijo, vendar so vse te doze daleč pod dovoljenimi mejami. Tako da mislim, da za zdaj naj bo za uvod to dovolj, če koga dodatno zanima, pa smo seveda na voljo za pogovor, za dodatne informacije. Ljudje imajo tabletke v krogu? Ne. Jodove tablete pravzaprav v tem primeru pri nas ne bi nič pomagale. Namreč pri nas radioaktivnega joda nimamo, ne nastaja, to nastaja samo v reaktorjih, smo v elektrarni, pri nas pa te nevarnosti dejansko ni. Tako da ta ukrep ne bi bil primeren za prebivalstvo v teh krajih. Če so še kakšne vprašanja, kar je zdaj priložnost, izvolite. Pa če govorilo o predelavi odpadkov, kako to delajo, kaj se z njimi počne, dejansko pripeljejo v nekih, v kakšni obliki sploh jih pripeljejo, to me zanima. To so, ne vem, materiali, ki so bili uporabljeni, to se mi zanima. Ja, različno. Zelo širok spekter odpadkov, ki jih dobimo. Lahko so kakšne kemikalije, ki so jih nekje na inštitutu, fakulteti uporabljali, pa so pa uporabili ostale, ki ne rabijo in pač potem je zato za njih odpadek in to moramo mi prideti prevzeti. Pravi, lahko je to neka kemikalija. Lahko je izrabljena ionska smola, ki na primer iz sosednjega reaktorja. Lahko pa so neke naprave, ki vsebujejo vir sevanja, ki za delovanje potrebuje ta vir sevanja. Gre pa pač bolj ko ne industrija uporablja takšne naprave, teh je kar nekaj, tam imamo neke fotografije, mogoče bi se tam lahko pogledali. No in tiste naprave vsebujejo en mali vir sevanja, ki je kot nek vijak, vse ostalo je elektronika, plastika ali kovina, karkoli, ki pa ne radioaktivna. No in iz teh naprav moramo mi ven vzeti samo vir sevanja, ostalo pa odstranimo, ker nam pač samo težo in volumen dela nič pa ne pridobimo. Tako da to so ene naprave. Najbolj množični so javljalniki požara. Niso vsi, samo nekateri ionizacijski javljalniki požara. Tudi imajo en mali vir, ostalo je ohišje, stranimo vire in ohišje običajno je nekontaminirano in gre lahko na ostale druge odpade. Kaj pa morajo imeti noter te radioaktivne dele, recimo? Podlajki in nekaj. Tehniča. Zdaj z novim zakonom ne smeš več tega imeti. To je bilo 15 let nazaj zakon sprejet, zdaj so pa vsi izločeni več. Kar je še v uporabi, tisto se počasi ukinja, zato tudi to zdaj sem dobivamo, so pa to v 60-ih, 70-ih letih so bile
te zadeve montirane, zelo množično, so zelo dolgo delovale, po 30-40 let se uporabi, imajo dolgo življenjsko dobo, potem se jih po zakonodaji ne sme završiti, ampak morajo nam poklicati. Večino, če smem dodati, teh napravčnih minutah, ki se ta radioaktivna snovi uporabljajo za to, da se je nekaj označevalo, se pravi, da se je to už videlo. Za vse ostale vire je bilo pa tako, da ta vir oddaja neko sevanje, ki potem nek signal zmoti to sevanje in potem je to zazna in potem ta naprava odreagira. To so in javljaniki požara in merilci debelin, različnih snovi in tako naprej. Se pravi, vir sevanja je tam zato, da oddaja neko sevanje, ki ga nek signal potem prekine, to je pa potem alarm za samo napravo, da odreagira. V tej obdelavi mi rečemo razstavljanje, te imamo pa skladiščimo lahko samo trde odpadke. V skladišče ne sprejemamo tekočin, zato jih moramo prej utrditi. In imamo spet nek postopek utrjevanja, solidifikacije tekočih odpadkov, da so sprejemljivi za skladišče. To delamo, kadar imamo kakšne papir, plastiko, tkanine in take stvari se lahko tudi stisne, zato da spet malo zmanjšamo prostornino. In to so pač, potem je za nas je tudi neka priprava, ni predelava, je pa priprava, že samo sortiranje, podobne, damo s podobnimi in tako naprej, da imamo v skladišču, da vemo, kje imamo recimo gorljive odpadke, kje imamo stisljive, kjer se ne da več nič narediti. In recimo, če bi nam kdaj zmanjkalo prostora, imamo potem še neke zaloge, kjer rečemo, lahko tele odpeljemo na sežig, sicer ne v Sloveniji, nekaj v tujino, ampak tudi takšne možnosti obdelave še obstajajo. Se bo po 300 letih ta radioaktivnost bila, kako časa je ta razpolovna doba? Razpolovne dobe so za vsak element različne. Imamo zelo kratkožive, dolgožive. Nekateri je že iztekl, pa smo jih že lahko spustili ven, eni pa ne bodo nikoli tukaj, treba pač potem poskrbeti za odlaganje. Tisti, ki ne bojo odležali tukaj, tiste svoje dobe, da bojo razpadli, bojo morali iti v odlagališče. To je končna pot. Še kaj? Menite, da bodo kdaj uporabili te odpadke, da se bo kaj predelalo tako naprej? Prosim? Če mislim, da se bo z razvojem tehnologije, da bodo kdaj uporabili? Določen procent lahko, večinoma pa ne. Kjer so nekaj onesnažen papir ali rokavice, se nima kaj porabiti. Kjer pa so teli, ki sem govorila o teh napravah, kjer pa so zaprti viri, to pa je možno. In tudi obstajajo že neke možnosti v tujini, ki reciklirajo, ki sprejemajo nazaj. Pa tudi včasih na te imetniki določenega naprave več sami ne rabijo, nekdo drug pa bi. Je možno, še preden pride k nam, da takšen vir predajo drugu, sicer mora imeti vse dovoljene in tako naprej, ampak je ta možnost, zdaj pa se tudi odpira možnost, da bo tudi skladišča možno, tudi če kakšen vir nazaj revitalizirati v uporabo. Samo v velike večini govorimo o nizkem srednje radioaktivnih odpadkih, tukaj velika večina ne bo več uporabljena. To kot sekundarna vsebina je odpadek, kot je gospa Sučič rekla, za določen del pa je možna neka reciklaža. Še kakšno vprašanje? Če ni, potem kdor se odloči, da gre pogledati v skladišče, naj se tukaj le prijavi in po postopku lahko stopite noter, lahko tudi slikate in snimate. Tačno se prava. Se bo ne bi razklešen. Se kakšno brez. Kaj bi ste najprej?